Točno to, ja. Torej, lep pozdrav, dragi naši internetni friki in gledalci. No, to vedno ni kanglerizem. Torej, danes, v tokratni oddaji imamo v gosteh Jožeta Kosa. Jože, lep pozdrav in obenem, kako bi te lahko napovedali? Aktivista kulturnega, namreč jaz te poznam že 30 let in vedno si aktiven na različnih področjih, literarnem, športnem tudi. Kako bi predstavil sebe? Lep pozdrav vsem, ki ste z nami. Dušan, jaz bi ti odgovoril, da je, kolikor sam razumem sebe, pa smisel človeka nasploh gre za ustvarjalnost, za izgradnjo neke lastne eksistence v vseh vidikih. Torej, izgraditi svojo bitnost, pojavnost, prisotnost v svetu živih, pa tudi kasneje mrtvih, po plateh čim bolj avtentične lastne ustvarjalnosti in seveda ustvarjalnosti tistih krogov, s katerimi se nekako čutim povezanega. To niso samo današnji, tudi pretekli seveda in tudi bodoči. Tako da ustvarjalnost kot ključna beseda, kot v smislu nesposojanja od drugih, torej ne jemanja od drugod, kupovanja ali pa zgolj nekritičnega povzema, ampak čim več neke samosvoje lastne produkcije, čim več vidikov življenja. Ne govorim samo o kulturi umetnosti v ožjem pomenu besede, ampak tudi drugih vidikih, recimo premikanje, druženje, zabava, delo v službi in drugod, mišljenje predvsem, razumevanje samega sebe, sveta, družbe. Skratka, mislim, da je lastna ustvarjalnost temelj vsega, temelj sploh bitnosti človeka, ker če tega ni, se slej ko prej zgubiš v neki drugi identiteti oziroma postaneš nekdo drug ali pa po volji nekoga drugega ali pa lutka na vrvici in podobno. Jože, naši intervjuji so nastavljeni tako, da gremo nekje na začetek v nekem sistemu CV, life storyja, intervjuja. Ti si Mariborčan? Ne. Čisti Mariborčan, kot radi v Mariboru rečejo? Jaz sem večinoma že Mariborčan, ker sem večino življenja stanujem v Mariboru. Drugače pa prihajam iz Lendave, tam je bilo prvo bivališče moje 4 leta, potem na leto Gornja Radgona, potem 5 let Selnica ob Dravi, potem Maribor in potem študij v Ljubljani, pa 1 leto v Kragujevcu službovanje vojske, JLA. Pa večkrat rečem, da sem tudi Jadrančan, ker sem pač toliko na jadranski obali preživel, mislim, da je to več kot leto v pol, če se štejem ta čas. Teda geografsko, identitetno sem v bistvu večinoma severovzhodno slovensko zakoreninjen oziroma izvirajoč od tod, so pa moji starši pa predniki iz širšega prostora. Zanimivo, da so bili obe babici rojeni izven današnjega slovenskega ozemlja, ena v Gorici na Travniku, na trgu. Ta Travnik je slovensko ime tistega trga, Gorica, druga pa v Trstu, čeprav je bila v bistvu izvorno iz Medžimurja, blizu Lendave doma. Tako da nosim v sebi preplet, bi rekel, teh geografskih identitet, pa tudi, bi rekel, kulturnih, zaradi tega, ker so predniki, če grem nazaj, recimo dedki, prababice, so dejansko, bi rekel, ta južni konec Avstro-Ogrske, bi rekel. Srednja šola v Mariboru? Ja, jaz sem prišel v Maribor, ko sem bil star 10 let, starši smo se prisilili sem zaradi očetove in mamine službe. Tako da sem potem po osnovni šoli Angel Besednjak bil na drugi gimnaziji, takrat gimnazija Miloša Zidanška, potem pa v Ljubljani geodezija in pa vzporedni študij sociologije. In pa seveda v Ljubljani sem vsrkaval vse živo, predvsem pa sem bil priklopljen na Radio Študent, bi jaz temu rekel, in pa na Škuc, blizu Škuca sem tudi 1 leto stanoval, tako da sem na tistih jazz festivalih, pa na razstavah, galerijah, to sem redno obiskoval. Koncerti seveda razni novovalovski, punkerski so bili takrat, sem nekako se tudi kulturno izoblikoval. Jaz se te spomnim, oziroma spomnim se na enega prvega srečanja. Bilo je na drsališču, Mariborskem drsališču, en koncert je bil tam, mislim, da točno med koncertom skupine Trobecove Krušnja peči so takrat igrale.
In ti si takrat postavil, mislim, da si bil prvi štandar na teh alternativnih koncertih in si prodajal Škucove fenzine. Zato že spomnim, da sem te težil, daj mi ta fenzin zastojn, mislim pa, da enega sem pa kljub temu kupil in da smo takrat se že malo pocukala. Ja. Vem, da zdaj ne vem, če je Lajba bil kasneje na istem prizorišču koncert, spomnim se tistih časov, to je bilo 84. leto, ko sem prišel iz Ljubljane po študiju. Mislim, da je bilo to tisti koncert. Ali morda celo prej, ker sem pa seveda tudi sem zahajal v času študija nazaj v Maribor vsake toliko časa. Ja, jaz sem bil nekako res na to takratno subkulturno sceno ljubljansko, ali pa tisto, kar se je v Ljubljani locirala, ker so bili ljudje, v bistvu so ljubljansko sceno držali večino ljudi od drugod. To je zanimivo, ne? Iz Reke, tudi iz Istre je bilo več ljudi iz okolice. Vem, da je tudi iz Maribora, Danijo Selam bil recimo zelo prvi fenzinar tako, ja. To je zanimivo, ne, da smo se tam našli v bistvu, ne, da morda je medtem ko Ljubljančani pa tam so bili, mislim, da dokaj tako nekako zaprti, mislim, socialno, bolj težko smo nazvali stike, vse na tej sceni, recimo. Ja, oni so svoje stike že imeli. Zanimivo, ja, pa niso potrebovali nas, imigrantov, po narekovaje. Ampak moja povezava z Radiem Študent pa s to sceno, kot sem rekel, subkulturno, je bila tudi po tej moji kulturološki usmerjenosti predvsem močna in te stvari so se mi zdeli v redu. S temi sem nekako tudi sam rasel, sam oblikoval kriterije, seveda tudi branje mladine. Tako da sem se identificiral s tem, ne, in seveda, s čimer se identificiraš, to tudi hočeš naprej plasirati v prostor in to sem pač počel. Bil sem pa tudi ves čas nekako aktivistično usmerjen, tudi socialno, bi rekel, tudi že iz času druge gimnazije sem visel vse popoldneve v 4. letniku na tistih filmskih večerih, Rončelovih jazz večerih in podobno, tako da mi je ta način kulturnega drugovanja z drugimi bil nekako že od srednje šole pisan na kožo. Mislim, ga samo nadaljeval tudi na ta način, ki si ga ti videl takrat, ko sem pač te Škucova gradiva ali pa tudi iz diska FAV, recimo iz kleti 4. bloka študentskega naselja v Ljubljani, pač Mariboru poskušal plasirati. Se bi lahko rekli, da smo takrat bolj respektirali celo Ljubljano, da smo bolje sodelovali, da ni bilo te tenzije med Mariborom in Ljubljano tako, da ni bila tako močno izražena, vsaj na tej sceni? Ja, zdaj, te tenzije jaz v bistvu nikoli nisem niti čutil, niti kaj dosti priznaval. Čutil sem pa edino to neko hermetično zaprtost strani nekaterih protagonistov v Ljubljani, čeprav ne vseh, eni so bili odprti, recimo Jure Potokar, pa zagotovo ne. Ampak jaz mislim, da so v tistem času bili ti ljudje malo tudi zaradi lastne drže v Ljubljani bolj zaprti, ker so bili nekako sumničavi v vseh drugih, ker so vedeli, da so opozicija, ne samo vrednostna, idejna, tudi politična, so bili nekateri. Jaz tega nisem po politični plati tako dojemal, bolj po kulturni. In konec koncev sem bil član Zveze komunistov, jaz že od gimnazijskih časov, 18. leta. To mi takrat nisi povedal, da si šle. No, ampak jaz v bistvu sem bil, nisem bil na tak način izpostavljen, bil sem zgolj ves čas samo član, edino bil sem predsednik osnovne organizacije ZSMS na fakulteti, tako da sem takrat spoznal tudi na univerzitetni konferenci ZSMS nekatere te ljudi, Bavčarja in podobno, ne. Ampak bil sem bolj ali manj opazovalec, nisem bil aktivni akter, to sem postal v bistvu šele po študiju, s tem, da sem bil akter na kulturnem področju, ne, na političnem področju. Bi rekel, da sem bil ves čas samo komentator v ožjih krogih, vendar pa mislim, da zato moraš biti rojen človek. Ne? Jaz nekako bolj smatram sebe za človeka kulture in razmišljanja kot pa človeka neke politične akcije. Čeprav mislim, da je to potrebno in potrebno so tudi leta, neko zorenje, da človek, ko se dovolj izmedi, tudi po tej plati, torej jaz temu pravim plat družbenega upravljanja, da tudi nekaj prispeva. Kako se z tistih časov spomniš Maribora? Namreč v zadnjem letu sem pridobil različne podatke, da je v 60-ih na popkulturnem področju bil Maribor zelo, zelo močan, recimo velika rock'n'roll scena in tako naprej. V 70-ih tega nisem več imel tako, oziroma ga tudi nisem tako dobro poznal, razen konec 70-ih.
je sploh kaj obstajalo, razen te nove prihajajoče scene, katere del si bil ti? Ko smo skupaj delovali v Mladinskem kulturnem centru Maribor in pa tudi sporedno na Mariborskem radiu Študent, ki smo ga naredili 1986-90, tako da je začel takrat oddajati 90. leta, mislim, da sem opazil en problem, namreč diskontinuiteto med mariborskimi temi, bi rekel, subkulturnimi akterji. Starejša generacija ni poznala mlajše. Bile so skratka, bili so ti vmes jezovi, lukne in nobenih mostov vmes, s tem, da so bile to v bistvu generacije na par let, to niso bile starostno-generacijske razlike, ampak par let tudi v kulturnem smislu, torej katera branža ali pa struja je bila prevladujoča. In to so bile po mojem prevelike ločnice, zdaj ne vem, zakaj jih nismo znali premagati. Jaz mislim, da bi starejši morali to storiti, ne pa mlajši, ne. Starejši tega niso počeli, ne vem, ali so, težko bi zdaj po sociopsihološki plati analiziral razloge za to, čeprav je to velika hiba za razvoj te sfere kulture Mariboru, če bi se to dogajalo, bi bilo bolje in mi smo enkrat se naredili ravno s tem namenom, da bodo vsi, ki bodo z nami prišli, vsaj jaz sem imel tako motivacijo, da bodo imeli žiroračun, telefon, streho nad glavo, skratka, da se ne bo treba ukvarjati s to infrastrukturo fizično, da bodo lahko dejansko delali na programskem smislu. V bistvu do tistih naših časov, ko smo mi to naredili, je bilo to v okrnjeni meri na razpolago. Vem, da je takrat klub mladih deloval, imel enega zaposlenega človeka, ampak so tam počeli vse živo, torej predavanja, potopisi, gobarske razstave, brigadirska srečanja. To je bil dejansko taki, v Italiji bi temu rekli Casa del Popolo ali pa hiša mladih ljudi, recimo, ne. Pa recimo v domu JLA so imeli neke koncerte na dvorišču, pa tako kot si prej omenil, na občasnih prizoriščih, kot so bila tale drsališče, da kasneje seveda še Štuk, pa na Tratah seveda smo bili kuhani in pečeni par let. Jaz bi rekel, da škoda, verjetno tudi politika takrat ni bila dovolj naklonjena tej sferi, oziroma je hotela morda preveč imeti v nekih okvirih. Klub mladih je vendarle bil zadeva, ki je bila vezana na ZSMS, oziroma še predhodnica ZSMS-ja. Tudi vemo, da oddaja na Radio Maribor glede teh novejših glasbenih struj je bila, bi rekel, bolj tak, bi rekel, okvirjena preveč, vsaj po naših merilih, takrat, ko smo prihajali z tem novim valom pa punkom, smo bili malo čudno tam gledani. Bi pa rekel, da sem opazil eno veliko razliko med Ljubljano pa Mariboru, ko sem nekako tistih 5 let študija bil v obeh mestih. Tam je vendarle bilo vzdušje nekako bolj odprto, skratka, tja so prihajali, jaz se spomnim Stanra orkestra, ko so šli po ulici Ljubljanski pred jazz festivalom, pa tolkli po tistih glasbilih po Titovi cesti, to so taki, pa vsi smo jih spremljali, recimo, ne. To so bili zanimivi dogodki, ne. Medtem ko, če se takega jaz Maribor nisem takrat sploh predstavil, da bi se lahko kaj zgodilo, ne, recimo, ne. Pa recimo tam predvsem odprta scena v Ljubljanskih Križankah, Plečnikovem, tistem lapedarju, kjer smo se družili, tam so bili in jazzisti in tisti Laibach koncert, recimo, ki mi še zdaj ostal v spominu. Skratka, tam so bile, pa sploh pa program Radio Študent, bi rekel, pa seveda Tribuna, časopis Tribuna, tu je bila predna črta nekih novih poskusov, novih idej, kazujem tudi kritike, ki je bila takrat načrtno gojena, za razliko od danes. Prejšnji sistem je gojil kritiko in je spodbujal ljudi k temu, seveda v določenih okvirih, ne. Tista, ki je bila morda malo bolj zasoljena, je imela mesto morda v kakih bolj stranskih revijah, se spomnim, problemi, eseje, literatura in podobno. Tako da je bila velika razlika med tem takrat delavsko-industrijskim Mariborom, ki je bil mogoče bolj s trdo pestjo voden, in Ljubljano, kjer je bilo pa vzdušje, vsaj po mojih merilih, precej drugačno, ne. In tudi recimo na Primorskem je bilo enako, tam skratka ljudje so tam bili v stiku z temi italijanskimi TV in radijskimi postajami in seveda se je poznala ta regionalna razlika na tej liniji Koper, Ljubljana, Maribor. Recimo Prekmurje sem tudi takrat poznal, tam pa spet bolj tradicionalno, recimo, pa nekako domačijsko.
Teda Slovenija je bila pestra takrat, da ne govorim sploh o stikih z ostalo Jugoslavijo, takrat to je bil en multikulti kaleidoskop, ki je bil izredno zanimiv in bi rekel, da na srečo tudi strpen medsebojno, zaradi tega, ker je bila oblast taka, da je to negovala, takrat so temu rekli bratstvo in enotnost, in je pozitivna plat te maksime bil to, da je ta pisan kaleidoskop nekako sobival skupaj, da smo drug od drugega dobivali informacije o teh nas samih in o teh velikih razlikah, ki so bile med nami. Recimo v vojski, ko sem bil pa na mladinski delovni akciji, se je videlo, kako so to v bistvu izredno velike razlike, kulturne, ne samo v jezikovnem smislu, tudi vrednotenih in tako naprej, tako da si lahko samo se čudil, ampak zadeva pa je nekako delovala skupaj, zaradi tega, ker je vendar bila povezana z nekimi takimi generalnimi idejami, izhajajočimi, še vse vemo, zunanje nevarnosti združilo, ampak skozi čas bi rekel, sem že malo predolg pri odgovoru na to vprašanje, skozi čas pa vendarle se je ta individualizacija zgodila na način, ki tudi na področju recimo te subkulture, ne, to je bil subkultura, punk in podobno, kar se je dogajalo v Mariboru, o čemer zdaj govorimo, je dejansko bil ena od vejic v tem velikem toku ali pa eden od stranskih tokov v tem velikem toku individualizacije, ki se je dogajala na vseh ravneh, tudi seveda na kulturnem, nacionalnem, religijskem, podjetniškem, gospodarskem in za katero žal prejšnje elite, tudi predvsem bi rekel intelektualne na območju bivše Jugoslavije pa Slovenije niso znale najti pravega, bi rekel, odgovora, da bi se izognili pač tem bolj ostrim oblikam razreševanja konfliktov in uresničevanja novih tendenc, do katerih je prihajalo. To je velika napaka, velika hiba, velik cvek, ki se ga takratne elite, predvsem intelektualne, ne samo politične, zaslužijo in mislim, da smo tudi mi smo bili premladeši morda takrat, da bi se lahko polnopravno v to vključili, pa vso ustvarjalno. Čeprav bi morda v tisti svoji naivnosti lahko ene stvari videli bolje, kot sicer smo. Torej, če se preselimo spet na začetek 80-ih na tvoje aktivnosti. Ti si takrat, mislim, da leta 81 ali 82 združil določene akterje, literarne, glasbene, takrat prihajajoče performance scene v izdajanju fenzina, imenoval se In kriminalni produkt. Mislim, da ste bila celo dva fenzina, ene bil kriminalni produkt. Jože Slaček, jaz, Andrej Gole, nadaleč je bil še tu Milko Poštrak, pa še par drugih ljudi, tudi morda Rajko Muršič, smo naredili, predvsem pa jaz, Andrej pa Jože Slaček, In kriminalni kolektiv, ki je bil neke vrste neformalno tako skupina za, bi rekel, promocijo teh subkulturnih, novovalovskih in pa punkerskih, bi rekel, glasbenih, tekstopisnih, likovnih, kolažnih in podobnih izdelkov. Vem, da smo prirejali tudi tematske glasbene večere v klubu takrat Mladiše, oziroma kasneje se imenoval klub MKC. Vem, da smo pač vrteli Deutsch-amerikanische Freundschaft, pa Cabaret Voltaire, pa novi pop, skratka Dead Kennedys in podobno. Jaz sem prevedel skupaj s pomočjo Milka Poštraka in pa Trude Konstanšek tekste. Vi ste artistično usmerjeni, bolj niste bili tako punkovsko usmerjeni? Ne, no, bili smo odprti na vse smeri, čeprav smo bili bolj, jaz sem se bolj identificiral z Novim valom kot s punkom, čeprav mi je bil punk zelo blizu tudi. Skratka, recimo, ta prevode teh pesmi od Dead Kennedys prvih dveh albumov sem naredil skupaj s kolegi. In v tem krogu se je izoblikovala mreža nekih projektnih interesov, v okviru katerih so tudi nastale fanzini, ki si jih ti omenil, skratka Brum in kriminalnih živcev, In kriminalni produkt, in kriminalno je bila beseda, ki jo si je Jože Slaček izmislil, brez pojasnila pomena. Vem, da smo bili mi prvi, In kriminalni kolektiv je bil prvi, ki je tudi plasiral idejo o radiju, mladinskem radiju Maribor, ki je podprl to zadevo in potem smo v tem okviru, sem jaz tudi napisal en esej o medijski ponudbi glasbe pri nas.
izhajal sem bolj manj iz Althusserja in njegovih ideoloških aparatov države, ideologije, študij sociologije mi je dal ta znanja, da sem potem napisal neko programsko besedilo. Ja, to je bilo v letih 84, 85, 86, takrat sem bil še v vojski vmes, ampak vem, da ko sem bil v vojski Krgujevcev, sem dobil Mladino, pa so bile objavljene not pesmi od Dead Kennedysov, ki sem jaz prevedel s kolegicami. Skratka, ta esej moj, recimo, je bil podlaga tudi za to, da smo se začeli zbirati okoli ideje Mladinskega radia Maribor in potem Radia Marš, smo ga imenovali. Jaz sem sicer predlagal ime Radio Študentka, ampak ni bilo sprejeto. No, ampak skratka, tu se je kobacalo, se je tu več ljudi, več idej in je sčasoma so išli ti resni projekti. Vem, da si potem tudi ti pozval nas, da stopimo skupaj in da iz MKC nekaj naredimo. Se spomnim tega, da smo pravzaprav mi zagovarjali ime Radio Študent kot pripravo na to, da bi povezali oba Radio Študent Mariborskega in Ljubljanskega. In to začuden, ta ideja najna ni prodrla, takrat začude. To je bila osnovna ideja. Skratka, jaz sem se bolj zauzemal za to, da bi se Radio Študent slišal širše, ne samo v Ljubljanski kotlini. Tu so pa bili moji kolegi bolj pristaši tega, da bi bili bolj avtonomni in bili z njimi seveda povezani programsko in podobno. Pač šlo je tako, da smo bolj manj informirali lastne radio z obilno pomočjo ljudi na svetu iz Radio Študent. Darinka Pek pa Andrej Drapal sta nam takrat dosti pomagala. Ampak upam, da zmeraj se sprašujem, ali je bila to strateško dobra odločitev, da smo šli na svoje, ker Maribor morda vsaj takrat, pa tudi zdaj vidimo, vsi ti problemi z Mariborskim Radio Študent kažejo na to, da tu vendarle ni dovolj moči, znanja, volje, da bi zadeva obstojno trajala, čeprav se dečki trudijo. Torej bi rekel, bi lahko, oziroma kakšen bi bil tvoj odgovor, si zadovoljen s tem, kar je izraslo iz teh projektov? Marš Radio Študent, Mariborski Radio Študent je eden izmed nazadnje pomembnih projektov za lokalni medijski prostor. Ker takrat je namreč kazalo v 80-ih, je kazalo v začetku 90-ih dost dobro, da bo iz tega nastale dost veliki medijski projekti. Čeprav še vedno lahko jih štejemo kot pomembne. In čemu je vzrok, da mogoče ni ali je, pravzaprav si pričakoval, kaj bo iz tega prišlo? Ja, vse moj načrt je bil, moj osebni, vse sem ga tudi jasno izražal, da narediti v Mariboru neke infrastrukturne točke obstojne, ki bodo, kot sem prej rekel, nudile osnovno bazo, okvir za ta mladokulturna udejstvovanja bodočih generacij, seveda tudi naše. Videl sem v Ljubljani imajo Radio Študent, imajo Škuc, K4 in podobno. Sem rekel, tudi Mariboru potrebujemo vse to dvoje, skratka MKC kot neko organizacija, kot zbirališče in pa medij Mariborski Radio Študent. Katedro smo tudi že imeli takrat, samo je bila bolj politično usmerjena, torej naše bolj kulturniške tekste so tudi objavljeni not, ampak bolj podrejeni meri. Jaz bi rekel, da po vseh teh letih so ene stvari uspele, druge ne, ampak nas je v bistvu nepripravljene zajel val, bi rekel, tega podjetništva in pa te parcializacije in individualizacije po plati gospodarstva, oziroma teh finančnih interesov teh ljudi. Mi smo bili še generacije, ki smo rasli v okviru teh ZSMS-ovsko-brigadirsko skupnih dojemanj zadeve, skratka, bili smo vsi skupaj, ampak kasneje so začeli jasno kazati tudi podjetniške ambicije posameznikov, te so tudi razbile to sceno, da so eni šli na svoje, ker so hoteli pač obvladovati svoje področje, čeprav je žal tudi MKC takrat bil zaprt za te nove, to meni ni bilo všeč, nekateri so brali neke svoje pozicije v MKC-u. Bila ta prva med ZSMS-evsko strukturo oziroma znotraj ZSMS-evske? Več jih je bilo, jaz mislim, da je bilo več, ker kasneje je nastala Kibla, kasneje so nastale
tudi okoli Štuka, se je marsikaj začelo dogajati, pa vemo, pekarna, kako je nastala, ker mlada generacija, ki je zdaj prišla, nekako se ni našla ali pa ji ni bilo dovolj dopuščeno v okviru MKC-ja delati, pa so šli v pekarno, čeprav smo tudi glede pekarne prvo javno idejo za to po vzgledu Ljubljanske Metelkove napisali jaz pa Nade Čebal, takratna vodja galerija Media Nox, vse smo bili na več področjih delujoči, ampak meni, ki sem tudi bil po eksistenčni plati drugje zaposlen, so mi te zadeve niso bile tako eksistenčno pomembne in sem lažje gledal na vse skupaj z nekega bolj občega vidika, torej na radio, na MKC, pekarno in podobno, bolj neutralnega, medtem ko pa te mlade generacije, sam tega nisem vedel, so vedele, da ali pa so čutile, da za njih takih priložnosti, vsaj glede zaposlovanja, kot je bilo prejšnjem sistemu, več ne bo in so tu našle, tu so videle svoje priložnosti in to je odločilno vplivalo na organiziranost in pa medsebojne razmere med temi subjekti. Skratka, eksistenčni interesi, denar, službe, honorarji, prijave na razpise, kdo bo dobil, kdo ne, to je začelo temeljno determinirati to sceno. To seveda še danes je temu tako, pa ne samo na tej sceni, tudi bi rekel med vsemi kulturnimi institucijami. In bi rekel, da končno odgovorim na tvoje vprašanje, od zastavljenih ciljev so eni tukaj, čeprav morda ne v taki obliki, kot sem se jaz predstavljal, torej Mariborski Radio Štent in pa MKC zagotovo, čeprav ta ideja tvegana, da bi MKC postal javni zavod, daje delno dobre, delno slabe rezultate. Mislim, da je vseeno več dobrih kot pa slabih, govorim z vidika kulturne produkcije, ne slabo ali pa dobro. Da sem preveč pleten in da bi morala sodelovati na okrogli misiji. Ja, seveda, tu ima vsak svojo zgodbo, vsak svoj vidik, vsak svoj interes, vsak svojo ambicijo, neusličeno, uresničeno, tako da tu bi, to je tema, ki še čaka obdelavo v bistvu, ne. Nekdo bi se moral začeti. In se s kateri vprašanja ne strinjamo, seveda. Seveda, jasno, da. Ampak žal pa recimo je katedra propadla, naj vseeno povem, da v okviru MKC-ja, tale MKC Širka literarna sekcija, kjer sem jaz bil eden od pobudnikov v začetku, ali pa osrednji nosilec, vendarle je postala pomembna institucija, ne samo v mladinski sferi, ampak tudi bi rekel širše, mariborski nasploh, tako da glede tega sem vsekakor zadovoljen. Štuk je šel malo druge vode kot tiste, ki jih je takrat negoval, recimo v našem obdobju, mislim, da je to en poraz ali pa bi rekel celo morda blamaža teh novih študentskih generacij, ne vem, ima premali odstotek teh novatorskih kulturnih vsebin, glede na ostale vsebine, da bi, no, ne vem za zadnje obdobje, ker tudi ne spremljam, ker če bi bilo kaj bolj, no, včasih so zanimivi dogodki, recimo zadnjič je bila promocija knjige Bojana Sedmaka, končno jo je izdal. Še en človek iz moje generacije kulturne, počasi prihajajo te zadeve na svoje mesto. Ampak, skratka, ene zadeve so obstale, druge so se razvile, tretje so žal zamrle. Jaz bi rekel, od ocene od 1 do 5 bi dal oceno 3. Misliš, da na kulturnem področju, kulturne inštitucije morajo nujno biti tiste, ki delujejo v javnem interesu, morajo nujno biti organizirane tudi v javni institucionalizaciji kot javni zavodi, ali so lahko tudi v zasebni lasti? Ali bi lahko tudi bile v? Jaz mislim, da je treba pri odgovoru na to vprašanje slediti osnovnemu namenu. Osnovni namen pa je ustvarjalnost, posameznikova, skupinska, skupnostna in pa obča, družbena, v tem primeru mestna ali pa občinska ali pa regionalna. Treba je izbrati takšne forme organiziranja, ki bodo omogočile čim boljšo ustvarjalnost, jo sploh omogočile v čim boljši meri. Tako da, zdaj, ali javno ali zasebno, katero od teh dveh principov bolje uresničujeta te cilje. Jaz mislim, da dolgoročne cilje zagotovo javna sfera, ki je nekako bolj obstojna, ima neke kadre, ki dalj časa delujejo, imajo pogoje za to, prostorske, plačne in podobno.
skratka, te strateške, dolgoročne, temeljne kulturne ustvarjalne vsebine in pa delovanja bi zagotovo morale biti podprte z nekim bolj javnim sektorjem. Medtem ko te, bi rekel, individualno, osebno kreativne pa osebno pobudne v zasebnih okvirih, ampak tudi ustrezno podprte z javnimi sredstvi. Ne govorimo o organizaciji, govorimo o javnem denarju. Delilci javnega denarja bi morali biti dovolj kriterialno usposobljeni, da bi takoj uvideli, kje je talent, kdo je nosilec zanimivih idej in to podpreti, ne glede to, ali je to v javnem zavodu, javni sferi ali v zasebni. Tu jaz ne bi delal razlik, pač pa bi sledil kriteriju boljše ideje, boljšega programa in pa čim boljšega ustvarjalnega učinka. Za tretjo možnost, torej tako imenovano javno-zasebno partnerstvo, pa mislim, da je še ogromno prostora pri nas. Tu bi se še marsikaj lahko naredilo, čeprav se dogaja že tudi na tem področju. Sploh pa si jaz predstavljam kot pač človek, ki sem se oblikoval v prejšnjem sistemu v vrednotah nekega skupnega, bolj kolektivnega kot pa individualnega, zasebnega, da je še ogromno neizkoriščenih možnosti z vidika povezovanja različnih subjektov, skratka, da bi mreže ad hoc projektno povezanih subjektov, ne samo organizacij, tudi posameznikov ali skupin, tudi če so neformalne, skupaj se zbrali na enem projektu, se vnaprej dogovorili o delitvi denarja, to je zmeraj največji problem, in zadevo izpeljale. Mislim, da bi na tak način lahko prišlo do odmevnih rezultatov, ne samo na področju kulture, ampak odmevnih v smislu ostalih sfer družbe, politika, kultura, turizem, kmetijstvo, način življenja, navade in podobno. Zaradi tega nesodelovanja, ki smo mu priča, ali pa medsebojnega driblinga, pa metanja polen pod noge, sfera kulture kot celota ne daje toliko in takšne stvari, kot bi lahko, če bi to presegla in začela znotraj se malo bolj sodelovati. Jože Kos, vrnimo se na začetek 90-ih in na tvojo karierno pot. Kolikor se spomnim, si bil v začetku 90-ih predsednik sveta MKC. No, jaz bi rekel, da čist glede teh funkcij, nekako smo si jih bolj manj medsebojno razdelili, bi jaz rekel, ali pa to je bilo bolj pozivanje, da naj nekdo nekaj prevzame. Kar se tiče MKC-ja, si me ti pozval, da bi jaz bil predsednik sveta, oziroma predsednik, takrat si bil ti koordinator dejavnosti. Ozadja, kako stvari funkcionirajo v javnosti. No, kakorkoli. No, ampak takrat smo bili skupina tistih 10-15 nas zbral, se spomnim tam v galeriji Medinox, pa si rekel, ti bodi to, pa sem rekel, bom razmislil, pa smo formirali ta uredniški odbor, pa sem jaz bil pač predsednik, se ne vem, ali sem bil takoj, ali sem bil najprej VD. Potem smo počasi začeli graditi ta MKC, ki je bil takrat še del ZSMS-ja kot samostojno tvorbo, pa smo to preko neke polovične rešitve potem leta 1994 takdaj že pripeljali do javnega zavoda. Teda, tu sem bil predvsem še v funkciji vodje literarne sekcije MKC Črka 5 let, na koncu skupaj z Tomažem Brenkom in potem je bil Tomaž sam. To literarno dejavnost, če se je MKC Črka zrasla, si pravzaprav ti v MKC začel? Ja, sem začel, čeprav čist začetku so bili z mano še Aleš Fridl, pa Laura Munda, pa Karmen Zupančič, to smo bili četvorica, ampak večino dela sem jaz upravil, čeprav smo pa ti trije stali ob strani, tudi organizacijsko, tehnično pri pripravi literarnih večerov. Takrat so se tudi izdali eni zborniki. Ja, tudi smo, poglavitna aktivnost razen teh literarnih večerov, ki so se sledili s tempom 14 dni, jaz vem, da sem organiziral najmanj 50 prireditev teh, je bila pa tale literarni prvenec. Torej, mi smo 3x imeli razpis in prav preko tega razpisa, natečaja, smo detektirali, kdo je sploh v tej sceni, ne samo mariborski, pa tudi regionalni, tudi slovenski, zanimiv. In vem, da so takrat prišli Maja Novak, recimo, pa Dragan Potočnik ven kot imena, Jadranka Žiberna. Vem, da tale iz Velenja, Rezman Peter, pa Marjan Mavko iz Mežice. Takrat smo spletli eno širšo regionalno literarno mrežo. Vem, da takrat je bil še Andrej Brvar, Zdenko Kodrič, predvsem je bil tudi naš velik podpornik Francej Forstnerič, da se mu zahvaljujem za to.
so bili z naklonjenostjo gledano na to zadevo, tudi ko je bil urednik Dialogov, smo predstavili dejavnost MKC Črke v eni številki, ki je bila prav temu posvečena. In potem predvsem naj poudarim še, da se zadeva tudi dotaknila tiste procesa JBTZ, ko smo jaz kao ta literarna scena, potem ti Dušan kot človek iz MKC-ja takrat še, in pa Zdenko Kodrič kot predstavnik novinarjev ali pa tistih krogov smo organizirali tiste protestne večere v galeriji 8.8. Teh je bilo tudi, mislim, enih 15 in so bili, bi rekel, literarno, esejistično, politično, kulturno, budniško usmerjeni in so bili zanimivi, recimo. Tako da to je bila ta aktivnost, s tem, da te funkcije, bi jaz rekel, tudi dobro, na Radio Mark sem bil v začetku skupaj z Rajkom Muršičem glasbeni urednik. Rajko je bil kot stanoč v Ljubljani bolj moj sodelavec, operativo sem jaz vodil, kar se tiče glasbenega uredništva. Te funkcije morda takrat niso bile tako pomembne, ker smo vendarle vsi delovali bolj ekipno, ne. Te funkcije so kasneje v bistvu pridobile neko moč, neko relevanco ali pa tudi neko odločitveno stopnjo, ko so postale stvari bolj resne, recimo, ne, v javnem zavodu MKC, neko smo začeli že odločati o denarju, ja, stvar je se institucionalizirala iz tistega, bi rekel, prostega toka, iz tistega zanesenjaštva je počasi prešla v neke bolj ustaljene vode, postala je bolj normirana, bi rekel, žal, včasih prevečkrat. Dobro, jaz sem takrat po 10 letih delovanja iz teh krogov šel, pri starosti, recimo, 35 let, po 10 letih je dovolj tega udarništva mojega, ne, kulturniškega, ali pa temu sem rekel tudi subkulturno pospeševalsko delo, ja, za sebe. No, predvsem pa... Ti si potem posvetil bolj službi, delaš, kako se zaposlen na delskem? Jaz sem imel takrat tistih 10 letih 2 službe, skratka, jaz sem do 3-4 delal najprej v Geodetskem zavodu, potem v Zavodu za urbanizem Maribor, kar mi je dalo eksistenco. Popoldan zvečer pa sem bil seveda v teh vodah, MKC, Radio Marš, pa Trate, pa Štuk in tak naprej. Tudi potem na koncu Pekarna sem tam en performance naredil, poletje, skupaj s sodelavci. Skratka, živel sem tako, bi rekel, dvojno življenje do 35 leta in sem rekel pri 35 dovolj tega in sem se takrat bolj posvetil lastni ustvarjalnosti, čeprav sem že prej pisal to kratke zgodbe. Prve so bile objavljene v Kmečkih in rokodelskim novicah, tam smo, tudi te smo naredili, to je bil tudi velik projekt. Kmečke rokodelske novice smo pozabili. Nikakor tega ne smem pozabiti, mislim, da je bil to celo prvi taki projekt, okoli katerega smo se zbrali. Tam v galeriji 8.8 je bil uredniški odbor, v tistih letih, mislim, da se je začelo leta 84 ali pa 85. Tam smo se zbrali v bistvu in smo potem iz tega jedra pač počeli vse te projekte. Tam sem jaz bil najprej odgovorni urednik, spočetka je bil v tej ilegalni fazi še, ko je bila to neformalna zadeva, strani ZSMS podprta, je bil Aleš Raspet, potem pa, ko je začela postajati nekako javna, ali pa, ko smo tudi sprejeli neka pravila, sem bil odgovorni urednik, ampak kratek čas, ker so se takoj pojavili problemi v odnosu do oblasti, skratka, tudi meni neke stvari tam, ki so se pojavljale kot članke, nisem bili všeč, ker so bile preveč oštre. To ni bil moj stil, mislim, tako se na nek nizek nivo spuščati glede tega. Kmečke novice niso bile več fenzin, so bile že... Stalni občasnik za mladinska in za druga vprašanja so se imenovali. Jaz sem po 2-3 mesecih potem predal štafetno palico odgovornega, sem odstopil, zaradi tega, ker nekako se nisem mogel identificirati z nekaterimi pristopi tam not, ki so bili pač, bi rekel, izven okvirov neke etike pa dobrega okusa tudi, recimo, so se dogajali, ker za nas dejansko ni bilo meje tam. Za provokacije. Tudi za provokacije. Skratka, jaz vem, takrat pa je bil, sistem je bil takšen, da je bil urednik odgovoren za vse, ne. Isto kot vojski desetar je bil kaznovan za slabo delovanje stražarjev, ne. Oboje so bili kaznovani, to se meni tudi zgodilo konkretno v vojski. Isto je bilo tudi zunaj, ne. Skratka, urednik je bil polno odgovoren za to, kaj so njegovi pišoči v mediju objavljali. Jaz se s tem, kar je tja prihajalo, nisem mogel identificirati, za tistim stati in sem pač odstopil, ne.
nekateri so mi to zamerili, ampak bi rekel, da suma sumarum smo se kasneje tudi politično izdiferencirali iz tistih krogov, nekateri so šli v LDS-ovske vode, recimo, ne, in so šli čisto te bi rekel, kapitalistične vode, pomiselnosti tudi, ne, ali pa nacionalistične, ali pa bi rekel te klerikalne. Skratka, zanimivo, da smo bili takrat vsi skupaj, ne, ampak da so se te razlike v bistvu časoma šele pokazale, takrat so bile v bistvu nekako zabrisne, ali pa še sami nismo tega znali niti prav artikulirati. Ampak zdaj vidim, kdo je kje danes, nekako vidim, da eni so religiozni, eni so nacionalisti, eni so, trdorokci po kapitalistični plati, trdorokci po morda ultralevičarski plati. Greva malo imena skozi. Težko bi rekel, ampak... Bojana Kunst. Ja, no, seveda zdaj, kakšne so bile osebne kariere teh ljudi, je tudi zanimivo, ne, ker eni so žal že pokojni, ne, mislim, Mario Mrzdošek, meni ga je zelo žal, ki je bil močen protagonist te scene, je živel, bi rekel, kamikaze način življenja, Samo Resnik, ki je bil samo ob strani tu, jaz ga takrat skoraj tiste leti nisem detektiral, pa zelo malo, je tudi že pokojen, ki je bil tudi, bi rekel, na nek način idejno in drugače ekstremističen, ali pa bi rekel, zelo polariziran, kontradiktorna oseba. Žal so eni končali te kariere, ne. Tudi se spomnim enih obiskovalcev kluba MKC, ki tudi zaradi mamil ali česarkoli več ni tukaj, ne. Ostali pa so se nekako ali znašli, eni so naredili akademske kariere. Zanimivo, da je precej od teh ljudi je šlo v akademske vodene, nekaj je nastalo doktorov kulture, predvsem z teh humanističnih ved, ne, Rajko Muršič, Milko Poštrak, Bojana Kunst si jo prej omenil, čeprav ne bila mlajša generacija, bolj literarna skupina Čevlji, to nekako niso bili toliko, občasno so bili z nami, ampak ne tako tesno. Ja, Urban Vehovar je bil parkrat tukaj, tudi doktor sociologije. Skratka, eni so šli, eni so dejansko, seveda, da ne omenjam Andreja Fišerca, ki je bil ena glavnih osebnosti na tej sceni, tudi doktor sociologije. Eni so pač iz tega netiva, iz tega gradiva zgradili akademsko profesionalno kariero. Mislim, očitno so morda že imeli takrat tako idejo, čeprav to si, mi se o tem sploh nismo takrat pogovarjali, recimo, ne. Nekateri smo bili aktivisti, recimo jaz nikoli nisem imel neke ambicije iz tega narediti, čeprav sem bil tudi študent sociologije, da bi iz tega nekaj naredil, bolj ali manj sem se videl, bolj ali manj v teh vodah, kjer sem še danes, torej prostorsko planiranje, urbanizem, delno geodezija. No, nekateri so pa nekako naredili svoje kulturno-organizacijske kariere, zagotovo krog ljudi iz Pekarne in Magdalenske mreže, kar mi je treba čestitati, tudi seveda Skiblo, Peter Tomaž Dobrila Pec. Od ustvarjalcev nekateri so tudi postali zanimivi, recimo vem, da takrat Janja Vidmar je bila na naših kreativnih delavnicah MKC Črke v začetku in je na srečo naredila, pohvalno naredila dobro literarno kariero. Tudi recimo nekateri ljudje kot recimo Tomaž Zupančič, takrat Vrlič, ki sploh takrat niso kaj dosti pisali, ali pa smo samo mi vedeli, recimo jaz imam njegovo prvo zbirko, par fotokopijah narejeno pesniško, da so dobri, recimo, ne, so kasneje dejansko te svoje potenciale izkazali. Nekateri so šli ven iz teh voda, ne, se sploh več s tem ne ukvarjajo. ZSMS-ovci, recimo, ne, ti, ki so bili bolj politiki, so politike ostali, ali pa so neki poslovneži, ali pa Lucijan Vihar, recimo, je bil tudi pomembna oseba v začetku 80-ih let, ko je bilo še neko gibanje ali pa aktivnosti za rock klub v Mariboru, to je bilo čisto v začetku 80-ih, pred tem našim delovanjem sredi 80-ih. Takrat je bil še Frenkin Frangeš zraven, pa Smiljan Kreže. Skratka, vsi ti ljudje ali nekaj počnejo na tem področju, torej ali so neki koncertni mojstri, organizatorji prireditev modnih in podobno, ali so pa nekje drugje, ne. Skratka, vsi živimo, nekateri smo še zvesti tej sferi, recimo Vase, Agner, Peter, Andrej, so bili tudi kot Rošani tu zraven, ves čas pomembni dejavniki.
pomembni ljudje, ki so še delujoči in mi je všeč, da ohranijo del svojih aktivnosti tudi na tem področju še naprej. Kar je logično, na nek način, če se v srednješolskem obdobju priključiš eni skupini, ki je aktivna na določenem področju, recimo intelektualnem, novinarskem, v tem primeru, da nekje tvoja kariera tudi poteka v tej smeri, za katero se najbolj zanimaš. Me zanima, kaj danes mladi na kak način gradijo in kam gradijo svoje karierne poti? Ja, situacija je bila, ko sem jaz pač končal fakulteto, glede zaposlovanja je bila seveda neprimerno boljša kot danes za mlade ljudi. Konkretno, jaz sem imel štipendijo pri Geodetskem zavodu, so me takoj zaposlili. Tudi dela je bilo zelo dosti, takrat vem, da smo še te nadure delali in podobno. Saj tudi danes je morda še večji tempo med tistimi, ki še imamo službe, recimo, te redne. Nekateri pa nekako bolj, bi rekel, štrikajo ali pa so štrikali vmes neke honorarne posle, projektne posle, s tem sigurno gre težje. Za danes, za našo generacijo, mislim pa, da nimam toliko stika prav s kulturniško mlado generacijo, bolj smo da za kakšno drugo, ampak so možnosti zaposlitvene nedvomno manjše in bi tu zagotovo morali nekaj narediti na najvišji ravni politični v Sloveniji. Dejansko je ta segment, skratka, službe za mlade in pa stanovanje za mlade, en najbolj bolečih, pa nerešitenih segmentov v Sloveniji, pa tudi širše. Vemo, kak je v EU, v Španiji, Grčiji. Tako da bi mislim, da bi ena centralnih točk pozornosti in ukvarjanja teh, ki se ukvarjajo z družbenim upravljanjem, te visoke politike, morali biti prav to področje. Jaz mislim, da gre pri mnogih ljudeh prav za katastrofo teh mladih, ker dejansko so sami sebi prepuščeni. Iz Maribora se jih je več odselilo v Ljubljano že pred leti, tudi to je en pokazatelj, recimo, čeprav so tudi nekateri iz Ljubljane sem prišli, ki jih poznam, ampak katastrofa je, če mlad človek ne dobi dovolj denarja in bivališče, da lahko pač si neko svojo matico naredi v smislu neke družine, partnerke, otroka, če hoče tam imeti. Mislim, da družba mora poskrbeti predvsem za to, vse to v bistvu, to je greda prihodnosti. Jože, vedno nese v širino in širino, sicer pa dosti težko je delati intervju z človekom, ki ima tako širok razpon dejavnosti, kot jih imaš ti. Mogoče greva na konec 90-ih, počasi tam si začel biti aktiven v različnih drugih dejavnostih. Kdaj se društvo, kako se ime, biciklistično društvo, tudi tam noter so zanimivi Mariborčani? Ja, jaz sem nekako, naj povem, da v času študija sem bil kar precej v ZSMS-ovskih vodah angažiran in tudi še v času tega svojega delovanja v nastojočem MKC-u, pa na Radio Marš. Takrat smo imeli dobre stike z mestno konferenco ZSMS, pa tudi z univerzitetno konferenco ZSMS in smo bili kolegi, Stašo Drevinec, tam Vase Agner je bil nekaj časa na mestni konferenci, ti ljudje, Lucijan Vihar, ki sem ga prej omenil. In potem nekako po tem prevratu, po letu 1991, sem sam rekel, da bil sem precej razočaran nad situacijo, ta vojna me je čisto, bi rekel, sesula, ker se niti podrazno nisem predstavljal, da ljudje, narodi, ki so prej sodelovali, da na tak podel, krvav način rešujejo neke konflikte, čeprav zadeva bila režirana strani bolj ali manj teh elit nacionalističnih. Ljudje sami mislim, da sploh še zdaleč niso bili tako sprti, kot pa so tile novi Petrini na kupih nacionalističnega gnoja pač zadevo vrteli. In takrat sem bolj ali manj rekel, grem v področje kulture in pa tudi civilne družbe in omenil si Mariborsko kolesarsko mrežo, ki sta jo ustanovila, mislim, da Boris Kevc in pa Daniel Rebolj, torej današnji rektor Mariborske univerze. Temu sem se priključil, mislim, da že po letu ali dveh, tam sredi 90-ih in nekaj smo naredili z tega. Spletli smo te mednarodne povezave, začeli smo izdajati bilten, Pecikl smo ga poimenovali, 5 številk je šlo, ena mednarodna.
Skratka, pokazali smo, da se na tem področju civilne družbe, bi rekel, trajnostnega prometa da marsikaj narediti, da je tu precej odprtih problemskih pol in tu sem znal, ali pa sem videl povezavo med kulturo bivanja ali pa kulturo in pa recimo transportom pa urbanizmom, ne. Zagotovo je način premikanja skozi prostor povezan s vsemi temi platmi, ki sem jih naštel. In mislim, da smo v MKM, Mariborski kolesarski mreži, to vedeli in zadeve je tako nastavili, da tudi zdaj po, koliko je tega let že, 14, 15 ali pa več, blizu 20 bo, mislim, da se leta 94 začelo, da ta generacija z Josipom Rotorjem in ostalimi, ki zdaj vodijo MKM, da ima na teh starih temeljih, pa na podlagi lastnega znanja strokovnega, da ima dobre izhodišča, da bo iz tega naredilo še kaj več. No, razen tega društva sem kasneje še bil v drugih društvih, seveda ne samo v strokovnih, torej Društvo urbanistov in prostorskih planerjev pa Zveza geodetov, kjer delujem ves čas, bolj ali manj, z večjo ali manjšo intenziteto. Smo tudi ustanovili tam okoli konec 90-ih pa začetku 2000 Združenje ateistov, takrat smo to imenovali Posvetno združenje Svit. Pred nekaj leti smo ga preimenovali ali pa smo to formirali kot Združenje ateistov Slovenije. Tudi to področje je zanimivo, ker nekako se tiče miselnosti, vrednot, nazorov, ideologije, skratka samoidentifikacije, koliko, to je za mene filozofsko področje, ne toliko religiološko, koliko človek razume sebe, svet, družbo, po katerih vrednotah se ravna, skratka to društvo se s temi temami ukvarja. Precej si aktivno tudi na internetnem področju, preko svoje mailing liste nam pošiljaš različna razmišljanja, včasih tudi dosti zabavna, včasih je precej žalostne ugotovitve se najdejo noter. Kje najdeš čas za vse to? Mogoče malce tudi v teh vsebinah internetnih? Ja. Nazadnje spomnim se dobro, točno se spomnim, Zlatorog, tovarna je bila, oziroma njen logo v Meljo, kasneje je bil logo Zlatorog in Henkel, na tretji sliki pa je bil samo Henkel še logo v Meljo. Ja, tako, ja. No, glede na to, da pač združujem v sebi pač interese, znanja iz področja recimo geodezija, planiranje, urbanizem, sociologija, kultura, literatura, glasba, sem na nek način zelo velik prestaž te interdisciplinarnosti. Si rekel, kje najdem čas, zaradi tega, ker nekako imam, mislim, da vseeno dober spomin in vlečem iz preteklosti in jaz počasi delam en produkt, recimo, lahko da par let traja po kapljicah, ne, in da se potem sestavi. Sporedno pa delam več projektov, skratka, imam več potočkov, ki jih počasi gradim in potem pač zadeva enkrat je dokončana, ne. Spomnil sem še na eno društvo, kjer še zdaj tudi delujem, in sicer je to Združenje Ljubor za kulturo bivanja. Tam smo tudi se ukvarjali pred leti s tem projektom oznak mariborskih podjetij oziroma raznih teh organizacij. In od takrat ta moj interes tudi za te logotipe, izveske na ulicah, na zgradbah, ki so neke vrste pokazatelj kulture družbe v najširšem pomenu besede, ne. Torej, kaj v družbi obstaja, se zmeraj kaže skozi te znake. In to, kar se omenil, se pa nanaša na moje esejistično pa leposlovno aktivistično delovanje. Sam internet pa elektronsko pošto pojmujem seveda kot svoj lasten osebni medij. In še to lahko rečem, da v preteklosti sem bil kar precej aktiven na tem novinarskem področju, skratka tudi pisal članke za Katedro, tudi v Večeru je bilo večkrat objavljeno v tistih 80 letih, začetku 90-ih. Zadnja leta manj, več sem fokusiran na strokovno esejistiko, torej službeno, ampak ob tem pa v tem polju družbenega aktivizma in angažiranosti vendarle še po plateh sociološke esejistike pa angažirane literature tudi občasno pač delam te produkte, ki si jih omenil. Imam recimo dva taka projekta, bolj širše osmišljena, in sicer je to Seganje v skupni čas, ki se nanašajo ravno na primerjanje ali pa povezovanje preteklosti in sedanjosti in pa medsebojno primerjanje na področju vrednot, spomina, motivacij ljudi in podobno. Zanimive so te razlike, recimo kako je nekoč nekaj bilo črno ali belo, zdaj obratno, mislim, neverjetno, kako se družba ali ima kratek spomin ali pa se vrednostno, turbulentno spreminja
kar je seveda slabo. To je za mene izraz neke nezrelosti, neke nekontinuitete, neke nedodelanosti, ne, rekel tega spomina ali pa vednosti, znanja, modrosti. Drugi projekt pa je Pobuda Slovene, to je pa se nanaša na negovanje, razvoj, umik v polju slovanskih kultur, ker mislim, da je eden od vidikov, ki smo mu priča v zadnjih desetletjih, je tudi v bistvu neke vrste redefiniranje etnogeneze slovenske, ne, čisto politično motivirano, zaradi te, bi rekel, euroatlantske orientacije, se to dogaja tudi na tem področju jezika, kulture. Eden od projektov, ki bo prišel čez nekaj časa na plan, bo, vodim statistiko, kolikokrat se pojavi v javnosti logotip I Feel Slovenija in kolikokrat se pojavi logotip Občutim jo, torej slovenska varianta tega istega logotipa, ne. Trenutni rezultat je 14:0 za angleško varianto, ne. Skratka, zaradi tega mislim, da je treba negovati tudi te zelo stare kulturne prvine slovenstva, slovanstva, ker je tudi to ena izmed, bi rekel, zamolčanih zadev ali pa, bi rekel, odrinjenih v kot, in ugotavljam, da skozi stoletja je bila načrtno v bistvu uničevana. Načrtno tudi spreminjanja in to je eno, bi rekel, bogato polje, ki je lahko tudi vir ne samo identifikacije, ampak tudi vir kulturne ustvarjalnosti. Jože Kos, pravzaprav bi v vsaki temi, o kateri govoriva, bi lahko posebej naredila intervju. Prejle si omenil, da tvoji projekti nastajajo počasi, izredno počasi. Eden izmed takšnih projektov je tudi tvoja knjiga Svetiš, ki je išla pri Mariborski literarni družbi in zbirki Frontier družno. Mogoče bi o tej knjigi kratkih zgodb povedal več, kako je nastajala. Mislim, da si jo zadnjih 10 let. V bistvu je najmlajša zgodba zagotovo pač nastala najmanj pred 15, če ne več leti. Skratka, Grki so rekli, stari Grki, da če pišeš poezijo, jo odložiti za 5 let predal in šele potem daj na plano. Kar se tiče kratkih zgodb, ta dela so neke vrste na presečišču proze in poezije, se pravi, France Forsnič jo je bolj manj uvrstil v področje poezije. Je tudi, bi rekel, dalj časa v predalu mojem, ravno z namenom, da, ker se sam ne ukvarjam zelo podrobno in pogosto z pisanjem leposlovja, z namenom, da vidim, če po par letih ali zadeva še zmeraj v redu, ne, in je če sploh vredna javne objave. Večkrat tudi popravljam, po 3-krat, 4-krat recimo, ne, ker nisem zelo, skratka, žal nimam dosti časa za branje leposlovja, vem, da morda nisem tako vešč jezikovne bravuroznosti, tako da skozi čas kakšno napakico najdem po 3., 4. branju, recimo, ne, enemu redno pišočemu leposlovcu se to verjetno ne bi zgodilo. Kratke zgodbe, na katere sem fokusiran, izražajo, bi rekel, tudi Maksimo, mojega očeta, on je rekel, kratko je drnato, ne. Ni treba okoličiti, ni treba razpletati, mislim, da je vse stvari možno povedati enostavno in na kratko, nasploh. In da, če se kjerkoli kaj zapleta ali na široko razlaga ali pa okoliši, meša megla, je to samo zaradi jasnih in zainteresiranih namenov tisti, ki to počnejo. Zadeva mora biti jasna, komunikativna, ljudem dostopna, ker edino to je tudi podlaga za neko dobro medčloveško bivanje. Če imamo nekaj za bregom, je to slaba volja med vsemi. In te kratke zgodbe, mislim, da kratke zgode bi jaz morda rekel, ne samo zgodbe, to so neki dogodki bolj manj napisani. Tihomira Dobravc, moja znanka, je rekla, da je to neke vrste tudi kaleidoskop slik, v bistvu, kot da bi skozi razstavo šla, si ogledovala, je rekla, ko je brala to knjigo. Tudi poskušal pokazati naše medsebojne odnose, skratka jih dati na plano, to, kar se v družbi dogaja, ali pa kar se je v preteklosti dogajalo, tudi v daljni preteklosti. Tako da poskušam biti v teh zgodbah predstavnik ali pa odposlanec
vseh, recimo ne samo predstavljati svojo avtopoetiko, ampak v teh besedilih zajeti tudi hotenja, interese, drže, podobe drugih ljudi. Mislim, da je dolžnost umetnika, misleca, snovalca, da v sebi nekako strne kot v nekem stotočju vode od blizu in daleč, človeške vode ustvarjalnosti. Jože, katero tvoje področje delovanja še nismo omenila mogoče? Ja, ne bi zagovoril o privatni sferi, o domači, o ženi pa o sinu. Nina, tako veliko zavetje, da je to potrebno zaradi čist mentalne higiene, bom ta sporen izraz uporabo psihosocialne, bi rekel, katarze osebne, da se umakneš od vsega tega, od tega zunanjega sveta, družbenega sveta in da tam neki intimi, osebni ali pa družinski najdeš vir novih, da si tam napolniš baterije nekako, ne? In da imaš tam zrcalo, v katerem odseva zunanji svet in da v zunanjem svetu tudi vidiš zrcalo, v katerem odseva ta tvoj družinski svet, v katerem si. Jože, mogoče za konec samo še to, kaj bi sporočil našim gledalcem, ki bodo kliknili na tale najin intervju oziroma intervju s tabo čez 5 let? 5 let se hitro obrne. Jaz mislim, da bo... Lahko tudi 10. Ja, ali pa kasneje. Jaz bi sporočil samo tole, da je slabo, če človek zapravlja čas, energijo, denar, sredstva za neustrezne ideje, vsebine, ljudi, aktivnosti. Iz vse te bogate zgodovine, ki je pred nami, tako iz lokalnih, regionalnih, narodnih, evropskih, svetovnih, človečanskih razsežnosti, bi lahko vsak na podlagi teh bogatih virov, ki so v knjižnicah, v filmih, v beletristiki, našel vzore ali pa tiste ljudi, ideje, bolj sem za ideje kot za osebe, persone, ki bi si jih lahko postavil za svoja vodila in jih vključil v svoj osebni tok življenja. To je tisto, k čemur bi veljalo načrtno vzgajati tudi predvsem mladino, otroke, da bi tako izmojstrili te svoje radarje ali pa te svoje tipalke, ki srkajo iz okolice, da bi vedeli, da morajo predvsem to najti, včasih to najti je tudi stvar sreče, in potem sebe graditi o pomoči teh svojih izbranih prednikov ali pa teh predniških idej, nekdanjih idej, ki so vredne, da jih tudi sami kot plamenico nosijo naprej. Jože Kos, najlepša hvala za intervju za si.tv. Ja, hvala za povabilo in lep pozdrav.